To je Radio 1 podcast. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. No, danes je z nami nekdo, ki s hrano dela čisto vsak dan, a ne z zapovedmi in prepovedmi, ampak z razlago in idejo, da prehrana ne bi smela biti stres. Je res, štima to? Štima. Verjame, da bomo jedli do konca življenja, ker pač bomo, in da je to predolga doba, da bi se hrane bali ali pa se ob njej nekako počutili krive. Povej, kdo si in kaj počneš? Jaz sem Jernej Ogrin, sem prehranski strokovnjak, prehranski svetovalec, nutricionist, kakorkoli še temu poklicu rečemo, tudi spletni vplivnež, ustvarjalec vsebin. V glavnem govorimo o prehrani, veliko govorimo o prehrani, ker se mi zdi to skoraj vedno pogovor, ki ga je vredno imeti, sploh na tak zmeren način, na način, da se ne prepovedujemo, ampak da enostavno jemo hrano, da v njej uživamo, ampak da pa tudi na njo pazimo, ker ne moramo ravno pojesti vsega, kar želimo, vsakič, ko to želimo. Ok, za nami so prazniki oziroma največji skupek praznikov leta, ko so mize obložene, ampak še preden pridemo do tega, kako si se ti odločil, da bo to tvoja življenjska pot? Kdaj je preskočila iskrica? Kdaj si rekel, to pa me res fajn zanima in to bi bil lahko moj življenjski cilj? In da si postal magister inženir prehrane. Ja, meni je to kar taka zanimiva zgodba, ki sploh nisem pričakoval, da se bo zgodila zaresno. Jaz zelo dolg v srednji šoli oziroma v gimnaziji nisem vedel, kaj bom sploh počel vse. To je kar taka klasična stvar. Tako, ja. Potem sem pa ravno v tistem na koncu 3. letnika začel s fitnessom. In fitness je neka taka odskočna deska. Če začneš dvigovati teži, zraven avtomatsko pride tudi prehrana. Prehrana te zanima, ker jo moraš popraviti zato, da dosežeš rezultate. In zelo hitro sem videl, koliko enih različnih informacij o isti tematiki lahko človek najde na internetu, na radiju, pri pogovoru s starši, s prijatelji. V knjigah, konec koncev, ne? Res povsod, in smo bombardirani z informacijami in tudi jaz sem takrat bil tako, kaj od tega je zdaj res, kaj od tega je tisto, kar meni pomaga, kaj od tega je pa kar nekaj, če tako izrazim se. In sem potem rekel, to bi bila pa zanimiva stvar za študirati. Naravoslovje me je zanimalo. In zdaj sem tukaj. Ja. Kaj sploh je dobra prehrana potem? Koliko časa imamo? Lahko to je bilo pod vprašanje. Lahko to strneš v 2 stavke, 3 stavke, 4, ajde. Lahko, ampak bo odgovor zelo splošen. Ja. Zdrava oziroma uravnotežena prehrana je tista, ki nam da vsa hranila v zadostni količini glede na naše potrebe in nam pomaga ohranjati zdravo telesno maso oziroma telesno sestavo. Zdaj, odgovor je res zelo splošen. Kaj to pomeni? Naše telo ima neke osnovne potrebe in mi jih s hrano pač moramo potešiti oziroma jim zadovoljiti. Zato pa obstaja seveda več različnih načinov. To ne pomeni, da za vseh 8 in nekaj milijard ljudi na svetu obstaja samo ena pravilna prehrana, ampak mi smo tukaj v studiu 3, to pomeni 3 različne prehrane, ampak znotraj zelo podobnih okvirjev. Nimamo ene magične univerzalne. Se to bomo potem malce razdelili, ni tega, da bi rekli vsi. Torej ne velja vsaka dieta, ti vem, da nimaš rad besede dieta, ne? Čeprav sem svoj produkt pomenoval zadnja dieta. Ja, ampak ker je pač zadnja, ne? Ja, tak je plan, ja. Zdaj tako, samo še to, preden skočimo naprej v naslednjo fazo pogovora. Zakaj diete ne delujejo? Ker se jih ne držimo ali ker toliko odstopajo od tega, kar smo mi navajeni in se zaradi tega ne držimo diet? V bistvu diete delujejo, ampak ne na dovolj dolgi rok. Drži to jaz lahko potrdim. Katerekoli diete se začneš držati, se lahko držiš 2 tedna in bo imela nek učinek. V svojem jedru je delovala, ampak zelo omejen čas. Glavno vprašanje je pa potem, kaj se zgodi po tem pretečenem času. Seveda, ker ti potem vzameš nazaj stil življenja, kot si ga imel prej in je vse zastonj. Seveda. Tako da stroge diete zelo pogosto so že vnaprej obsojene na propad, ponavadi precej hitro in ljudje se tega morajo zavedati. Ja. A je kakšna ekstra zmota, če nadaljujemo debato o dietah, ki jo imamo o hujšanju? Ja, veliko je zmot. Zato imam jaz toliko dela, kakor ga imam. Ja. Ena zmota velika je že ta zdaj, recimo večer, da se zvečer ne sme jesti. No? Da se ne sme jesti po 6 uri, ker to 7 uri. Pa je pri večini ljudi deluje. Ali si predstavljamo, da deluje? Ne, lahko deluje, seveda. Ampak kolega iz prehranskih sfer moj zelo dobro pove nekaj, pa ga ne bom quotal, ker bom ziher zgrešil quote, ampak
Velikokrat napačne stvari pripišemo, zakaj je delovala. Torej, če jaz jem 5 obrokov na dan, pa potem zvečer ne jem več. Torej, pojem samo 4, večernega 5 pa ne. Zakaj bom zgubil telesno maso? Ker sem manj unesel telo, kot sem prej. Vnesel si en obrok manj, Ja. čestitke. Vse nekatero obrok v dnevu bi vrgel ven, zate je pač samo delovalo to, da si večernega dal ven. Enako bi bilo, če ne bi jedel zajtrka, če ne bi jedel kosila ali pa če bi preskočil 2 malci. Enak učinek bi dosegel. Torej, to je samo zato, ker gremo spat, ker rečijo pred spanjem ni dobro jesti in potem je ta obrok načeloma najlažje spustiti po nekem. Zelo Nekem verjetno ključu. tako. Ja, ja. Ne? Je pa tudi tako, ne? Včasih je pa celo dobro ali pa nujno, da večerni obrok jemo. Torej, ni vedno resnica, da zvečer ni dobro jesti. Recimo, kdaj je nujno, kdaj je to dobro? Recimo, predstavljajte si, da sta nekdo, ki dela popoldanski job, to si lahko predstavljate. ne. Ja, Tako. z Pa da bi veseljem. delala mogoče, ne vem, 8 ali pa 10 urno izmeno, veliko bila na nogah, fizično delo in tako naprej. In Ja. med delom enostavno ne bi mogla jesti. Nimata časa ali pa vsake toliko časa se samo zgodi, da lahko gresta, drugače pa ne. Za vaju bi bila slaba poteza, da ne bi jedla 10 ur na delu, Okay. potem šla spat, še 8 ali pa 9 ur ne bi jedla in potem bi šele, ko se zjutraj zbudita, jedla. Ker ni šans, da bi pojedla dovolj, začela bi hujšati, imunski sistem bi bil slabši, pogosto bi zbolela, bila bi dejansko podhranjena. a ne. Samo ponavadi se zgodi, da ne hujšaš, imunski sistem to drži, da je slabši, ampak ponavadi se vstajaš nekaj vseh zase, govorim. Jaz dosti krat imam tako, ne jem, lahko tudi po 15 ur, ne, Ja. kar ni dobro. Pa spet ni nujno slabo, včasih to Ja. je lahko dobro, eni ljudje zelo enostavno s tem shajajo in paše na lifestyle, paše Ja. na počutje, ne čutijo zelo veliko lakote vmes. Jaz recimo ne morem biti 15 ur brez hrane, ker se mi zmeša. Ok, imaš, sedačen se pač drugačen ti. Ja, tako pač je. Ja. Ja. Specifika. Okay, ampak to pomeni, da mora vsak človek najti sebi primerno dieto oziroma način prehranjevanja. Ja. Tukaj lahko damo kljukco. Kljukco. Ampak splošno prepričanje pa se mi zdi, da je tako, da če jemo zvečer, da se nam bolj nabira na trebuhu ali pa kjerkoli, zato ker enostavno smo prepričani, da je to tako. Ja, in je spet odvisno, bolj kot to, a jemo zvečer ali ne, je pomembno to, kaj zvečer jemo, pa kakšno količino takrat pojemo in kako to paše v neko našo celotno prehrano. Ampak spet je to odvisno od človeka do človeka. Če nekdo cel dan 15 ur dela fizično, potem je količina hrane mora biti primerna temu, kar je on porabil. Ne? Seveda. In Če pa bo- nekdo sedi in ne, vem, in ne dela nič, ali pa samo govori, potem je dovolj samo, da povoha hrano. Ja, Večer. potrebe so čisto drugačne, seveda. In lahko so ogromne, pa niti ne to, a človek dela 8 ur ali ne. Že to, če nekdo naredi, ne vem, 10 ur na kolesu na teden, njegove energijske potrebe močno zrastejo. Jaz sem 2 leti nazaj začel kolesariti, nikoli v življenju še nisem več pojedel kot zdaj. Pa imam boljšo postavo kot kadarkoli prej, bolj se počutim kot kadarkoli prej, močnejši sem kot kadarkoli prej. Ker sem prehrano prilagodil še bolj aktivnemu življenjskemu slogu in seveda, bolj kot migaš, več lahko poješ. Mislim, lep dokaz za to je Pogi. Kolesarji, ne? Oni pojejo ogromne število kalorij, in ogromno količinsko hrane, Aha. so pa štangice. Ne? Ja, ja. Nič jih ni. Če gremo v specifiko, če vaju zanima. Ja. Vrhunski kolesarji zaužijo na težek dan dirke do 120 gramov ogljikovih hidratov na uro, včasih še več. Dobro, In to, količinsko je to kaj? to v obliki čistega sladkorja. To je, kot da bi spil liter 200 Coca-Cole na uro, dirkaš 5 ur. Wow. Samo med dirko to, in potem je treba Noro. še jesti, preden greš na kolo, še potem, ko greš na kolo. Če bi ogljikovi hidrati in sladkori redili in povzročali sladkorno bolezen, bi vsi vrhunski kolesarji bili debeli sladkorni bolniki in niso. Žena Primoža Rogliča mi je pred leti v intervjuju rekla, da je blazno srečna, oziroma cela familija je srečna, da se je preselil iz smučarskih skokov v kolesarjenje, da končno lahko je, kar hoče. In da ni več tečen. Ne? Ja, tako, še to, da ni več tečen. Kje pa je meja med uživanjem in pretiravanjem? Dobro vprašanje. Ne vem, če lahko odgovorim na to. Torej ne obstaja, svet odvisno od človeka do človeka. Spet moramo iskati neko ravnovesje vsak pri sebi in včasih je to težko. Sploh zdaj, ko imamo vso hrano vedno, kadarkoli na voljo. Okay, bom drugače vprašal, kako naj si ljudje razložimo zmernost? Ker to se mi zdi, da je meja med uživanjem in pretiravanjem. Ja, lahko rečemo, da je zmernost neko tako zavedanje, da boš v prehrani zelo verjetno moral imeti manj čokolade, kot bi si jo želel. Ampak še vsem pa pomeni, da čokolada lahko je del tvoje prehrane. Zdaj, do zdaj smo govorili več o manj o teoriji. Ne? Ja, ampak Gremo v praksi še malo. ja, a lahko jemo čokolado? Ja, lahko.
Ampak vprašanje je koliko? Ja, tudi. Ker 5 koščkov na dan je že vrstica in pol, ne? Tako. Pa jih jemo zelo po malem in počasi. In vrstica po pol, to bo mogoče marsikoga presenetilo, je lahko čisto neproblematičen del prehrane velike večine ljudi. Ja? Jaz pojem tudi celo čokolado sam. Ja, ampak jo verjetno potem en mesec ne ješ. To je tudi res. No? Ja. Kaj se zgodi, če spustimo kruh? Smo manj srečni? Dobro. Če spustimo kruh je pač eno izmed ogljikohidratnih živil in če smo ga prej pojedli zelo veliko, pa ga namazali na debelo z nutelo, pa majonezo, pa salame gor, pa vse tako naprej, bomo mogoče res lahko zmanjšali svoj kalorijski vnos, pa shujšali, ampak... Ker ne bomo dali gor niti majoneze in salam in sirov in vsega ostalega. Tako. A veš, in enako bi lahko rekli, ok, kaj pa če damo ven tortice? Ja, zgodi se enako, ne? Oziroma zelo podobno. Ne? Torej, vzel si ven iz prehrane nek del kalorični, ki je tebi preveliko prispeval, zdaj poješ manj, mogoče bo to dovolj, da uspeš telesno maso izgubiti. Torej, zdaj smo spet tam, pri načrtovanju hrane, prehranjevanja. To je pomemben del, verjetno. Ja. Torej, da pravilno načrtuješ, kaj boš jedel in koliko boš česa pojedel. Ja, in zelo težko si je svojo prehrano predstavljati kot celoto, kaj in koliko boš pojedel, zato jaz ljudi vedno rad učim sestavljati obroke, ker vsak si zna predstavljati, katere komponente skupaj dati v obrok, in to je potem nekako lažje spreminjati, kot pa spreminjati celotno prehrano. Čeprav, če spremenimo vse obroke, tudi spremenimo celotno prehrano. Torej, vedno začeti obrok sestavljati z dobrim virom beljakovin, vedno zraven neko zelenjavo oziroma sadje, če gre za sladek obrok, potem vedno zraven tudi nek vir ogljikovih hidratov, ker rabimo ogljikove hidrate, in pa na koncu ne pretiravamo z nekim virom maščobe. Torej, beljakovine, zelenjava, hidrati, maščoba, to so 4 komponente. Pomembno pa je tudi to, koliko jih vključimo v naš obrok. Ja. Zelo simpel je krožnik enostavno razdeliti na tretjine. Tretjina beljakovin, tretjina zelenjave, tretjina OH. S tem skoraj ne moremo zgrešiti. Tisti, ki so mogoče malo bolj naklonjeni hujšanju, torej želijo shujšati, mogoče četrt beljakovin, četrt ogljikovih in polovica zelenjave. Ampak ja, ta razmerja so potem neka taka malenkost v bistvu zaresno. Torej, vedno mora biti vse skupaj na krožniku. Dobro je, zato ker tako imamo največjo verjetnost, da na koncu dneva res dosežemo zadosten vnos hranil, pa da se počutimo site. Ker ti lahko iz prehrane porežeš polovico živil, ki jih ješ, ampak boš takoj lačen. In nesrečen, ne? Nesrečen in tega se ne boš držal. Moj mami, recimo sladkorni doktor, rekel, lejte gospa, za doseči neko idealno težo, s katero boste tudi vzdrževali pač nivo sladkorja v krvi, dejte nekaj več trenirati oziroma hoditi na sprehode, dvigniti svoj puls in pa predstavljate si spet tretjino krožnika, vi si dejte gor enako kot ponavadi, samo 1/3 umaknite. Aha. Torej, jejte enako kot prej, samo 1/3 odstranite. To je lahko čisto uporaben nasvet, ob predpostavki, da je ta obrok že prej bil uravnoteženo sestavljen. Če ni bil, s tem seveda zmanjšamo količino, zmanjšamo kalorični vnos, lahko dosežemo hujšanje, ampak hkrati pa obrok in prehrano tudi hranilno osiromašimo, kar pa ni vedno dobro. Jernej, kaj storiti, ko smo že izgubili nekaj teže, ko nam gre super in potem se zadeva ustavi in kile se ne premaknejo več nikamor? Ne zagnati panike. Torej, dosegel si nekaj, super ti je šlo, ok. Zdaj se moraš pa še zavedati, da je normalno, da se na neki točki ustavi. Okay. In takrat delaj še naprej isto, kar si delal do zdaj. In se drži tega še 2 tedna in če se v tem času ne premakne, ok, imaš 2 opcije, mogoče je čas za pauzo, mogoče je čas, da si rečeš, dosegel sem, gremo zdaj mentalno na pauzo, da nam ni treba samo hujšati, ne? Pol pa, ko bomo spet pripravljeni, pa še mogoče malo spustimo vnos energije, vnos hrane, ki jo pojemo, da se bo izguba telesne mase lahko nadaljevala. Ampak nikakor pa zagnati panike vsakeč, ko se 2 dni tehtnica ne premakne. Koliko je recimo pomembno, moderno zdaj greš na dieto, pa moram iti na dieto, pa moram shujšati in tako dalje. To je vse ta moram, pa je moderno, pa vsi to počnejo. A je dovolj, da pač menjaš stil življenja, da paziš, kaj ješ, pa še vedno naprej normalno ješ, oziroma da nimaš tistega občutka, zdaj pa se moram nečemu odpovedati, zdaj pa moram nekaj paziti, sem bogi, ne smem tega, pa paziš. Pač normalno ješ, ampak samo paziš, kaj ješ. Ravno to, ne. Ljudje imamo občutek, da obstaja ali samo stroga dieta z zelo posebnim imenom in zelo posebnim protokolom, ali pa totalen razvrat. In nič vmes. In tukaj delamo veliko napako. Prvič, takoj, ko ima dieta zelo seksi ime, ponavadi je to znak, tole ne bo dolgo šlo. To res ni za dolgo trajno, ne? Dobro. Torej, jaz sem na Jernej dieti.
In ta dieta je prava zame. Torej, ti nisi seksi. Ne. Jaz sem na jernej dieti in to pomeni jem vse, ampak pač prilagojeno mojim potrebam, pa mojim preferencam in to je zame dovolj. Ne rabim neka oksfordska dieta brez unega, tretjega in četrtega, brez veze. Ne? Ampak ti si to gotovo po sebi, pač, kar se poznaš. Kako pri drugih ljudeh to gotoviš, kaj komu paše? Spet vsak do neke mere ve približno samo, kaj mu paše, je pa vsem treba nek red, pa neke okvirje postaviti, torej tisti uravnoteženi obroki, pa ne ravno pojesti 100 čokolad na dan. Kako doseči to, da človek, ki je bil prej navajen, da se naje do sitega, da poka in je bil v tej praksi leta in leta, da prije na sistem, ko poje dovolj za delovanje telesa, ampak se njemu več ne zdi, da bi rabil se napokati do konca. Koliko časa to traja, običajno po tvojih izkušnjah? Ravno to, ti imaš lahko oboje, ti se lahko do sitega naješ, ampak je obrok bil tako sestavljen, da je ta obrok primerno kaloričen in da ti bo dejansko omogočil izgubo telesne mase. Torej ne pol kile topljenega sira, recimo. Recimo, dober začetek, ja. Mogoče samo polovično količino topljenega sira, pa zraven neke zelenjave, pa nek polnovreden vir ogljikovih hidratov, neka ajdova kaša, naprimer. In zakaj moj kolega Marko Škrobar celo življenje lahko že vse je, kar hoče, jaz pa ne, on je suh, jaz pa ne? Zaradi več stvari, drugačen lifestyle, drugačna genetika, pa zelo verjetno ti ne veš točno, kaj vse on dela. To je res. Genetiko si omenil, torej genetika je zelo pomembna. Ja, zelo. Pomemben faktor. Če imaš ti prednike pač malce bolj polne, je velika verjetnost, da boš ti bolj poln. Velika. Oziroma presnova hrane. Ja, ni to determinanta, torej ne pomeni avtomatsko, da se bo to zgodilo, ampak imaš večjo verjetnost tako. Torej, tvoji predniki so krivi, da staš. Seveda, ampak če manj unesemo, kot porabimo, to je pač matematična formula, ki deluje. Tako. Je to vedno deluje? Vedno. Razen, če so vmes kakšna zdravila in nas napihnejo, ampak načeloma vedno to deluje. Ja, vedno. Ampak ravno to ne. Samo znanje o tem ni dovolj. Ja. Tukaj je tudi težava to, da se ljudje različno odzovemo na to, ko pojemo manj. Eni so nenormalno lačni že ob majhnem pomanjkanju hrane. Eni pa hujšajo mesec, 2, 3, pol leta, lakote skoraj ne občutijo, so čisto ok, uspešno shujšajo in jim je to, kot da bi jaz pa ti šla na sprehod v park. Nič posebnega. Enim je pa to pač težje. In tukaj smo ljudje med sabo zelo, zelo različni. Pa samo še to, a je prav, da potem probamo več diet, da najdemo sebi primerno? Do neke mere ja, dokler te diete niso zelo ekstremne in dokler nismo čisto vsak teden na novi dieti. Če smo vsak teden na novi dieti, je to znak, da so verjetno bile preveč ekstremne. In potem zaključimo pri zadnji dieti. Ja, tak je pa najboljši plan. Zadnja dieta, pika, si tudi temu kasneje nekaj rekli. Preden gremo še k vašim vprašanjem, Klepač, zadnja dieta. Ja, zadnja dieta, pika, si je tvoja spletna stran, ki jo imaš skupaj s svojo ženo. Tako. Zdaj čakaš na raščaj, to lahko še pododamo. Kako se počutiš, boš očka prvič? Ja, prvič, ko me čakam. Ne vem še točno, kaj me čaka, ampak kako me čakam. Ko me čakaš, dobro. Kaj lahko najdemo tudi na tvoji spletni strani? Torej, imam na voljo različne produkte, od spletnih tečajev do zbirk receptov, oziroma jaz jim rečem ne recepti, ker nekako ne verjamem v običajne recepte zares. Dobro. In to je lahko taka super vstopna točka v neko zdravo, uravnoteženo prehrano. Ali imate cilj izgubo telesne mase, ali pa tudi, če samo jo hočete malo bolj spedenati. Torej, vse tiste stvari, ki smo prej govorili, tam najdemo odgovore pri tebi. Tako, absolutno. Okay, dobro. Od A do Ž. Ok, še nekaj vprašanj smo dobili in sicer Jerneju, ki je pisal na 051 300 300, imaš zelo specifično vprašanje in res priporočamo, da Jerneju Ogrinu pišeš na Instagram. Če nimaš Instagrama, prosi nekoga, ki ga ima, pa mu razloži točno, kaj bi rad. Rad bi namreč povišal svojo mišično maso in je ko prasec, pa se nič ne zgodi. In pa recimo Samo, ki sprašuje, zanima me, sem žolčni bolnik, kakšno hrano priporoča vaš strokovnjak, da ne povzroča dviga kisline oziroma ne povzroča zgage? Ja, najprej povem, jaz nisem klinični dietetik. Velikokrat v teh primerih potrebujemo nasvet kliničnega dietetika, lahko pa dam nek tak splošen nasvet. Torej, pri žolčnih bolnikih se ponavadi odsvetuje zelo velike količine zelo mastne hrane, torej vse od cvrto, različne klobase, velika količina nekih tortic, to ne bo bolj izjema kot pravilo. Izbiramo raje puste kose mesa in to bo lahko imelo koristen učinek, pa da se ne najemo
preveč. Torej, mogoče rajš kakšen obrok več, pa da so ti obroki manjši. Je pa tako, da vsak mora pri sebi do neke mere ugotoviti, kaj njemu povzroča kislino, ker to so lahko zelo specifične situacije. Torej, ko te poslušam, je dejansko pomembno, da posluša človek svoje telo. To je en takšen velik faktor. Je en del, tako. Mislim, en del, pač Ja, en sestavni del. Alen piše, star sem 45 let, delam sede in nimam časa za kuhanje. Kaj ne jem čez dan, da ne nabiram trebuha? In še to, če zvečer jem kruh ali testenine, je to res tak problem ali je to samo mit? Ja, prej smo še povedali, kako se stavlja ravnotežen obrok. To je beljakovine, zelenjava, ogljikovi hidrati naj ne bojo glavna sestavina, ampak ne bojo kot neka četrtina ali pa tretjina porcije, pa ne prekomerno z maščobami. Torej, ja, testenine so lahko ali kosilo ali večerja komot, ampak ne bojo vedno zraven neke zelenjave, pa vedno zraven nekega pustega kosa mesa, ribe, tofu, kakšno jajce mogoče. Zakaj pa ne bi jedli jajce zraven testenin? Absolutno, Seveda. zelo dobro pa še skupaj. Torej, Jernej, če zaključimo, naj bo vaša letošnja ideja s tabo zadnja dieta. Ideja, ja. Ali pa dieta, zadnja dieta, ne? Ja. Dobrodošli vsi, ki potrebujete pomoč. Absolutno, hvala lepa. Torej, hrana, prehrambene navade smo razložili, kar se da preprosto in razumljivo. Še kakšno vprašanje, Klepač? Ne, ni, to je to. To je to. Če ste v tem pogovoru našli kaj zanimivega, oziroma če ste kaj zamudili, pa bi radi še enkrat slišali, bomo opozorili, ko bomo pogovor dali skupaj in ga boste dobili tudi na radio1.si in pa na Enkinem YouTubeu. Tam, ker so tudi ostali pogovori dosedanji, tako da lahko kliknete in poslušate in uživate. Jernej, hvala za tvoj čas Hvala za povabilo. in fajn novo vlogo ti želimo, ne? Pa, tam pa ne paziti pri prehrani. Tam pa poln gas. Zmernost. Mislim, a niso očetje tako, da, kot je rekel moj bratranec, koš za smeti, kar ostane, potem pojemo mi. Bojo spremembe. Hvala lepa, vam pa lahko noč. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radia 1. Zdravo. Moje ime je Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem.